Tim Matavž, nekdanji reprezentant, ki danes igra za novogoriški klub. Zadovoljen je lahko tudi s kaznijo, ki mu jo je sodišče prisodilo za kaznivo dejanje nasilja v družini ter zanemarjanja mladoletnih otrok. Za prvo je zagroženih 5 let zapora, za drugo 3. A pravnomočno obsojenega 36-letnika je doletela le denarna kazen – 2790 evrov. Matavž je s tožilstvom namreč podpisal sporazum o priznanju krivde. Prav priznanje pa tudi predhodno nekaznovanost je novogoriška tožilka navedla kot olajševalne okoliščine. Pa tudi, kot so prve razkrile Slovenske novice, urejene razmere v družini, ki da že več kot leto dni znova živi skupaj. Matavž je bil do žene fizično nasilen, večkrat je potisnil njeno glavo v steno, vanjo metal predmete, najmanj enkrat jo je dušil. Omejeval je stike z družino in prijatelji, ji med drugim ni dovolil niti na sprehod z mamo. Na njen mobilni telefon je namestil aplikacijo za sledenje, v svoji denarnici je moral nositi žeton z GPS sledilnikom. Grozil ji je, da jo bo ubil, pred njim se je skupaj z otroki tedaj skrila v omaro. In tudi z otroki, je Matavž še priznal, je surovo ravnal, jih trpinčil, jih po več dni ignoriral, med drugim naj bi jih ustrahoval s hitro vožnjo in nenadnim zaviranjem. Nad ženo je izvajal tudi tako imenovano ekonomsko nasilje, konkretno blokiral je bančno kartico, ko je bil v tujini, pa ji ni nakazoval denarja za stroške. In tudi zaradi ekonomske odvisnosti se žrtve še vedno prepogosto vračajo v nasilne odnose,